Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Jezus je videl liste na smokvi. Bil je lačen in je šel, da bi vzel sadove, vendar jih ni bilo. Smokvino drevo je bilo hinavsko. Delalo se je, kot da ima sadove. In jaz sem že utrujena zaradi kristjanov, ki imajo samo liste in nič sadov. Zadnjič sem rekla, da če bi prišla sem gor in rekla, da imam težave s srcem, bi vi vsi postali: "O, moj Bog." Vendar resnica je, da mi vsi imamo težave s srcem. Duhovne srčne težave. In moramo ugotoviti, kakšne so naše težave. Nekatere težave s srcem, ki vas lahko pripeljejo v velike težave, je prevzetno in bahaško srce. Psalm 19, 12-14. Kdo lahko razume napake? Meni skritih me očisti. Pred prevzetnežem varuj svojega služabnika, naj ne gospoduje nad menoj. Kaj je greh prevzetnosti? Ko ste prevzetni v svojem srcu, pokažete nespoštovanje in upor. In to vas pripelje na stvari, za katere nimate dovoljenja od drugih, od katerih pa bi morali imeti dovoljenje. Jemljete si oblast, ki je nimate. Pomeni, da ste predrzni, arogantni, preveč zaupljivi in nerazumljivo drzni. In veste kaj? Če ste modri, lahko takšne stvari odkrijete pri ljudeh v trenutku. In sama ne sodelujem s takšnimi ljudmi. Spominjam se, da sem zaposlila takšnega delavca. On in njegova žena nista delala pri nas več kot en teden. Napisal mi je pismo, zelo podrobno pismo, in našteval vse stvari, ki jih je on videl, da so narobe z našo duhovno službo. Seveda, to ni bila njegova pristojnost. Bilo je neumno dejanje. Zagotovo nisem začela dobro razmišljati o njem. Z Davidom sva govorila z njim in smo imeli dober pogovor, dali smo mu drugo priložnost in kakšna 2 tedna pozneje se je to ponovilo, vendar je tedaj šel v krog in pravil vsem drugim ljudem, kaj je narobe z nama. Tako smo ga morali odpustiti. Imel je prevzetno srce. Če greš naokrog in si misliš, da je tvoja naloga, da vsakomur poveš, kaj je narobe z njim, dajte no. To pomeni prevzetno srce, kajti ne moremo videti, kaj je narobe z nami. Mogoče je z drugimi res kaj narobe, vendar je izključena možnost, da bi vas Bog uporabil, da bi lahko grajali. Vendar bi jaz to napravila zelo pazljivo in bi prej dolgo časa molila na kolenih, preden bi to storila. Amen. Vi veste, da imamo na svetu zelo velik problem z uporništvom. A se tega zavedate? Nihče noče poslušati nobenega in ta drža se ne umakne, tudi ko ste v cerkvi. Dogodilo se je, da sta se 2 ženski prepirali, katera bo sedela v prvi vrsti. Mislim, da je v Svetem pismu zapisano: vzemite zadnji sedež. In naj vas kdo drug povabi naprej. Ne morete se prepirati in pretepati o prvih sedežih na krščanskih srečanjih. 2 gospe sta se prepirali, katera bo kupila zadnji izvod knjige z naslovom Hoditi v ljubezni. Govorim vam resnico. To se zgodi, če ne varujete svojega srca. Če za trenutek pomislimo na Petra v Matejevem evangeliju 14, 28-29, ko je Peter videl Jezusa hoditi po vodi. On ni samo skočil iz čolna in rekel: tudi jaz bom to storil. On je rekel: Gospod, če si ti, reci, naj pridem k tebi. Vprašal je za dovoljenje, da bi lahko zapustil čoln, kajti bil je dovolj moder, da če mu Bog ne bo pomagal, ni nobene možnosti, da lahko hodi po vodi. To je samo majhna razlika med prevzetnimi ljudmi in tistimi, ki to niso. Čudovito je biti samozavesten. Jaz sem samozavestna in drzna, vendar se moram naučiti.
Tega se moram naučiti. Tega nisem vedela, ko sem začela, ker sem imela nekaj tega ponosa in prevzetnosti. To lahko storim, to lahko naredim, to lahko delam. Vendar sem se morala naučiti izreči, ali lahko to storim, ali bi mi dovolili, da to storim, ali je v redu, da to storim. In če sem dobila negativen odgovor, da sem ohranila dobro držo. V redu, ni problema. Če si boste premislili, mi povejte. In naj vam nekaj povem. Nismo vredni svoje soli, če nimamo ponižnega srca in če se ne odrečemo prevzetnosti, da vemo vse in hodimo naokrog in opozarjamo v svet. Koliko izmed vas ima dovolj svojih lastnih težav za reševati in vam resnično ni potrebno, da rešujete še težave koga drugega? Dobro. Druga stvar, o kateri bi morali biti bolj pazljivi, je hinavsko in obsojajoče srce. Poglejmo v Mateju Evangelij 23. poglavje. Je eno najboljših poglavij o hinavščini. Hinavec je nekdo, ki vsakomur govori, kaj naj stori in sam ne naredi ničesar. Oni vedo, kaj bi vsakdo drug moral storiti, vendar sami nič ne storijo. Sama bi veljala za hinavko, če bi vam govorila razna sporočila in jih potem ne bi živela. To je hinavščina. To je namreč nekdo, ki ima znanje, vendar ničesar ne stori. In tukaj moramo biti zelo pozorni v cerkveni skupnosti, kajti mi slišimo besede o ljubezni, o usmiljenju in odpuščanju. Mi rečemo amen, amen, amen. Podčrtujemo Sveto pismo z rumeno in rdečo barvo, rišemo zvezdice, vendar na to ničesar ne storimo. In dokaz vsem tem je v tem, kar mi počnemo. Po njih sadovih jih boste spoznali. Zadnjič sem vas vse spodbujala, da si rezervirate ta teden 4 ure časa za sestanek s samim seboj in se vprašajte. Usedite se in se vprašajte, ali imam kakšne slabe navade. In boli. In sedaj o tem, kaj jaz storim, da bi življenje koga drugega postalo boljše. Povem vam resnico, če ste zares resni same seboj in se resnično vprašate, če ne vemo več, kako pa lahko služimo v pokorščini, koliko svetopisemskih krožkov potrebujemo za hojo v ljubezni, preden bomo resnično začeli hoditi v ljubezni. Enostavno je poslušati, a težko delati. Ali greste samo v cerkev in domov, morda pa po bogoslužju greste s prijatelji na kosilo in se pogovarjate o duhovniku? Dajte no, ves čas sem to delala, to je bila najboljša tema v nedeljo popoldan. Po resnici vam povem, to je bila za nas dobra nedelja. Iti v cerkev, potem na kosilo z elitno skupino iz cerkve. In kako sem si razbila glavo, da bi se z njimi ujemala. In mimogrede, ko me je Bog poklical, da pridigam, so bili prav iz te elitne skupine prvi, ki so se obrnili proti meni. Bolje je za vas, da vam Bog izbere vaše prijatelje, ne pa da se sami prizadevate za nekoga, za katerega si mislite, da je pomemben. Resnično po pravici vam povem, da smo hodili na kosila in smo obrekovali tiste, ki niso bili tam. O tistih, ki so bili tam, smo govorili, kako so se oblekli, kaj je duhovnik napravil, česar ni napravil. Šli smo domov in naslednji teden zopet v cerkev in vso stvar ponovili. To je hinavščina. To je cerkvena osebnost, ki ve, kaj je prav, vendar tega ne stori. Mi se moramo sami vprašati, kaj mi delamo. Naj vam nekaj povem. Vaši prijatelji morda ne vedo, kar se dogaja za zaprtimi vrati, vendar Bog ve. In Sveto pismo pravi v Lukovem evangeliju 12. poglavje, da bo prišel dan, ko bo vse, kar je skrito, se razodelo pri belem dnevu. Z Davidom sva se prepirala v nedeljo zjutraj in sva kričala tudi na poti v cerkev. Vendar, ko sva prišla do cerkvenih dar, je bilo slavljen vodi Gospod. Slava Bogu, aleluja, aleluja. Stopila sva v prvo vrsto in začela prepevati. In sem si mislila, če si on misli, da bomo danes kaj skuhala, lahko kar pozabi. Takšna sem bila, ja.
I surrender all. I surrender. Popolnoma se predam. Get in the car and fight all the way home. Stopila sva v avto in se ves čas do doma prepirala. Nato sem drugo polovico dneva pasla mulo, ker je David gledal nogomet in jaz tega nisem hotela. Naslednji teden sva šla nazaj v cerkev in so stvar ponovila. Dajte no, mnogo boljšega je kot samo to. Postanite realni. Kaj počnemo? Ne to, kar hlinimo. Kaj v resnici počnemo? Nisem razumela tega, da je v mojem srcu, kar je pomembno za Boga. Mi lahko gledamo na plakat s pesmimi in izgovarjamo besede. Vsak otročaj lahko to dela. Vendar kaj je v vašem srcu? Kaj je v vašem srcu? Sveto pismo pravi, ko prinešeš svoj dar k oltarju in če imaš karkoli zoper svojega brata, pusti dar pri oltarju, pojdi ter se spravi s svojim bratom, potem pridi in slavi Boga. Mi ne moremo pravilno slaviti Boga za vso to nesnago v svojem srcu. V kakšnem stanju je vaše srce? Kaj, če bi pregledali svoje srce? Jaz napravim to enkrat na leto in grem tudi kardiologu na pregled srca. Vendar pa dobim kar nekaj spodbudnih besed vsak dan od dr. Jezusa. Amen. Hypocrites. Hinavci. Matej 23:1. Tedaj je Jezus spregovoril množicam in svojim učencem in rekel: Mojzesov prestol so zasedli pismovki in farizeji. Vse torej, kar vam porečejo, storite, po njih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Koliko izmed vas je popolnoma sitih teh narejenih? Ene stvari ne napravi doma, potem pa pride sem nastopati in grem spet domov, da delam kaj drugega. Včasih je bilo tako. Mislim, da vsi začnemo na istem mestu. Zato se mora Bog z nami ukvarjati in ukvarjati in ukvarjati. Potem bomo doživeli malo uspeha, da vidi, če lahko to zdržimo. Če to zmoremo, potem malo več. In če uspemo, še malo več. In če zmoremo še več, še več. Težko lahko rečem, da je kdorkoli mogoče je, da bi izpolnil svoje poslanstvo, ne da bi imel kakršnekoli srčne težave. Je vse v redu z vami? Dobro. Kaj vse še delajo hinavci? 4. vrstica. Vežejo težka in neznosna bremena in jih nalagajo ljudem na rame, sami pa jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoje dela opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Naslednji vers pravi: Radi imajo prva mesta na gostijah in prve sedeže v shodnicah, pozdrave na trgih in da jih ljudje kličejo Gospod. Vem, da bom sebe spravila v težave, vendar je že prav. Zame je tako ali tako prepozno. Jaz sem že v težavah z mnogimi, še posebej s cerkvenimi skupnostmi. Torej, bo že dobro. Zelo mi gre na smeh, ko hoče vedeti, kakšen naziv imam. Torej, kako naj vas naslovimo? Častitljiva, veličastna. Veste, še cel kup jih je in sedaj se niti ne morem spomniti vseh naslovov. Kaj so še drugi? Doktor, da. Saj imam doktorat, vendar nisem začela sama sebi klicati doktor, veste. To je v redu, če kdo to hoče, vendar jaz tega nočem. Veste? In tako ljudje sprašujejo: Kakšna pa je vaša titula? In jaz odgovorim: Jaz sem samo Joyce. Samo jaz. Veste, posebej, ko potujem v dežele tretjega sveta, velikokrat polagajo veliko na to. Morate pač razumeti druge kulturo, v kateri ste, in jaz se strinjam z vsem, s čimer bodo ljudje zadovoljni, vendar hočem reči, da se ni treba na to naslanjati zaradi napačnega razloga. Veste? Kolikor vem, nikoli nisem slišala Darlene, da bi se klicala drugače kakor Darlene. Ona ni doktor Darlene sedaj, ko je svetovno znana. Ali naj začnemo klicati eno drugega doktor Darlene, doktor Joyce? Moj sin me včasih kliče in draži: Dobro jutro, častitljivi. In jaz mu rečem: Dobro jutro, škof.
Veste, mi vsi hočemo to ime na delovnih vratih, mi vsi hočemo to tablico, draži me, ko koga zaposlim in hoče takoj vedeti, še preden začne delati, kakšen je moj naziv. In takoj, ko jih posadimo za pisalno mizo, ali bom jaz dobil to tablico z imenom? Veste kaj, vsi ti nazivi so znaki negotovosti in znamenje, da potrebujemo nekaj, kar pokaže, češ, da smo mi pomembni. Vendar, ko enkrat veste, kdo ste v Kristusu, pustite njemu, da skrbi za vse to. Pustite njemu, da skrbi za to. Jaz ne pravim, da je kaj narobe s tem, da hočem dober sedež na sestanku. Tudi jaz hočem dober sedež, vendar se ne bom prepirala. Amen. Vendar ti hinavski, farizejski ljudje, ki imajo vse te zunanje, religiozne navade in s tem nič ne pomagajo ljudem. In zares imamo več težav s cerkvenimi skupnostmi, kakor z neverujočimi. Pri zadnjem srečanju so stali cerkveni ljudje zunaj z napisom, ko sem se peljala mimo, Joyce Meyer pošilja ljudi v pekel. Samo nasmehnila sem se, mislila sem, vi objokovanja vredni ljudje. Zaustavljali so ljudi, da bi jim govorili. Naslednji dan se ni zgodilo isto, vendar je bilo lepo. Naslednji dan so pravili, da so zunaj otroci, stari 8, 10 ali 12 let z napisom Joyce Meyer je Božja žena. Poslušajte vse, kar reče. In lahko vam zagotovim, da so ti ljudje bili iz cerkvene skupnosti, religiozna skupina. Samo nastrinjajo se s pridigarjem, ki bi lahko bila ženska. Poleg tega pa so jih, po mojem mnenju, pritegnile stvari, kot so vzvišenost, bahavost in hinavščina. In veste, kaj vam povem? Ta smrad se dviguje do božjih nosnic. Bog sovraži takšno držo. Naj vam nekaj povem. Vaš nauk ni edini, ki je pravi, in tudi moj ni edini. Ne mislim, da je kateri izmed nas 100% gotov svoj prav. Mi vsi pa delamo najboljše tam, kjer smo prav sedaj. In če bomo kdaj imeli moč, se bomo morali naučiti, kako sodelovati skupaj. Mi se moramo povezovati in najti skupne stvari, v katerih se strinjamo, in ne tiste, v katerih se ne strinjamo. Veste, če ste vi mnenja, da sem tokrat nekoliko sitna, pretrda, bi morali biti tukaj ob Matejevem evangeliju 23. poglavje, ko se je Jezus pozabil na temi hinavci. Koliko izmed vas je pripravljenih? Matej 23:23. Gorje vam. Ne vem, kaj naj bi to bilo, vendar vem, da nočem nič od tega. Gorje vam, pismuki in farizeji, hinavci, ker dajete desetino od mete, kopra in kumine, opustili pa ste, kar je v postavi pomembnejše, pravičnost, usmiljenje in zvestobo. Torej, o čem govori? Na svoj rojstni dan boste dali desetino, ker je to cerkvena zadeva, vendar pa ne boste nobenemu pomagali. Ne boste se sklonili, da bi pomagali ubogemu človeku. Ne boste delili svoje hrane z vdovo ali s kom, ki nima očeta. Rekel jim je, vi ste religiozni. Lahko hodimo v cerkev. Lahko smo celo tam v službi. Lahko poučujemo, lahko pozdravljamo, lahko pojemo in smo del skupine za slavljenje. V Boga ime lahko damo vsak cent, ki ga imamo, in vse to je dobro, vendar lahko tak von smrdi pred božjimi nosnicami, če ni narejeno s pravim namenom. In če ste kdaj pripravljeni preiskati svoje srce in ugotoviti, za čim stremite, vam bom povedala, kako preiskati svoje srce. Vprašajte se, kaj jaz storim, da pomagam drugemu, ali storim kaj, da je življenje koga drugega boljše, ali sem koga nasmejal, ali sem koga duhovno dvignil, sem pomagal osamljeni osebi, ali sem napravil življenje koga boljše. Dajte no, ste še z menoj. Ne bojte se, naslednjič lahko zopet pridete. Veste kaj, mi moramo imeti vsake toliko časa takšno temo, kajti če je nimamo, si bomo samo nakopali vse te navade in na koncu ne bomo niti videli, odkot so, če se z njimi ne soočimo. Bog vas zelo ljubi in je milostljiv in usmiljen. Dal nam je vse te čudovite stvari. In on ima dober načrt za vaše življenje in hoče, da bi imeli sanje in vizijo. On želi, da bi bili uspešni, vendar pa tudi hoče, da bi izgubili svoje slabe navade.
24. vrstica. Slepi vodniki, predsejate komarje, kamele pa požirate. Koliko izmed vas ve, kaj to pomeni? To je nekaj kot, naprimer, ko mi je nekdo pred časom pisal o mojih uhanih. Mislim, da so vaši uhani nekoliko predolgi. Ha, veste kaj, vaša drža je veliko slabša kot pa moji uhani. Amen. Če imate probleme gledati nekaj ponarejenega nakita, potem se boste v nebesi zagotovo počutili nelagodno. Mislim, da je na cestah zlato in vrata so narejena iz enega samega bisera, ter kar naprej so nakrog posejane diamanti, rubini, smaragdi. Boste že videli, kakšen sijaj je v nebesih. Vidimo se v nebesih. Gorje vam v 25. vrstici, pismuki in farizeji, hinavci, ker kozarec in skledo čistite od zunaj, znotraj pa ste polni ropa, nezmernosti, razbrzdanosti, vi slepi farizeji. Najprej očistite kozarec in krožnik od znotraj, da bo čist tudi na zunaj. Gorje vam pismuki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se na zunaj kažejo lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsakršne umazanije. Vidite, jaz sem še prijazna. Zadnja vrstica. Tako se tudi vi na zunaj kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in prelamljene postave in zlonamernosti. Janez 4. poglavje pravi, da je Bog duh in tisti, ki ga slavijo, ga morajo slaviti v duhu in resnici. On niti ne pravi, da išče nekoga, ki bi ga slavil. On pravi, da išče častilce, ki ga bodo slavili. Tako je danes moje vprašanje za vas sledeče. Ali prihajate v cerkev slaviti, ali pa ste vi slavilec? Vidite? Pravi častilci živijo takšno življenje, ki slavi Boga. Ali ste še z mano? 12 vas je z mano in tega sem vesela. Koliko izmed vas se spominja smokvinega drevesa, ki ga je Jezus preklel? Sedaj ne bom posvetila posebnega časa temu, da bi to obnovila, vendar sama mislim, da je ta zgodba nekaj čudovitega in sama sem kar dosti govorila o tej smokvi in sem hvaležna, da to zgodbo tudi razumem. Kajti Jezus je šel mimo in Svetopismo pravi, da je bil lačen. Vsakdo naj reče, Jezus je bil lačen. Koliko izmed vas ve, da živite v lačnem svetu, kjer je mnogo lačnih ljudi? Ne govorimo o fizični lakoti, govorimo o ljudeh, ki potrebujejo Boga. Oni potrebujejo luč, potrebujejo resnico, potrebujejo upanje, potrebujejo nekaj resničnega, na kar se bodo lahko naslonili. Vsakeč, ko greste na delo, so ljudje, ki so lačni. Vsakeč, ko greste v šolo, so tam ljudje, ki so lačni. Tako je Jezus prišel naokrog, Svetopismo pravi, da je bil lačen in v daljavi videl smokvino drevo, ki ima liste. Približal se je, da bi dobil nekaj za pojest, vendar ni bilo sadov. Tako je preklel to smokvo in rekel, naj ne bo nikoli več sadu na tebi. Jaz tega nisem nikoli razumela. Smokvino drevo se mi je smililo. Mislila sem, to ni fer. Samo zato, ker nima tega, kar ti hočeš? Vendar sem našla tudi opombo v razširjeni izdaji. Takole pravi, ko smokvino drevo dobi liste, poslušajte dobro, ko dobi liste, bi morala nositi tudi sad pod svojimi listi. Jezus je videl liste. Nalepko na avto, obesek na verižice, obiskovanje cerkve, knjige in CD-je. Dajte no. Jezus je videl liste na smokvi. Bil je lačen in je šel, da bi vzel sadove, vendar jih ni bilo. Smokvino drevo je bilo hinavsko. Delalo se je, da ima sadove. In tudi sama sem utrujena zaradi kristjanov, ki imajo samo liste in nič sadov.
Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posnamejo in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.